tokrat v občinskem informatorju. Trgatev najstarejše trte in kronanje nove mariborske vinske kraljice. V Selnici nadaljevalni sestanek o črpalni hidroelektrarni Kozjak. Dan po hudem požaru v Rušah na prizorišču še vedno gasilci. Tekmovanje z džipi za pokal Pohorja. Prvi otroški festival na gradu Borl. V Poljčanah so imeli dan športa. Jesen v Halozah. Spominska soba Vladimirja Bračiča ponovno odprla vrata. Otvoritev in predstavitev učne poti osnovne šole Fram v sklopu Framskega popoldneva. Lepo pozdravljeni. V Mariboru so v nedeljo opravili sklepno dejanje 39. praznika trgatve najstarejše trte, trgatev trte, ki je že stoletja vztraja na lento, no ob tem pa so okronali tudi novo mariborsko vinsko kraljico. To je 23-letna Natalija Ploj iz občine Apače. Trgatev najstarejše trte je v Mariboru vedno velik praznik, tudi zdaj je bilo tako. Njen skrbnik pa je tudi že ocenil letino. Na najstarejši trti smo to pot obrali 68 kg grozdja, imelo je neverjetnih 82 ekslevih stopinj sladkorja, kar je po trditvah strokovnjakov Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor res izjemno za žametovko. Z obeh potomk smo pa obrali 113 kilogramov, to že minuli petek, tako da rečemo, da je tako kot tudi vinogradniki povsod po Sloveniji ugotavljajo letnik 2025, letnik zanimivega presežnika, ki ga bomo pomnili še nekaj časa. Izbrali so si več kot odličen dan, pravi. Trta je namreč dozorela že več dni prej. Smo tvegali in pustili do današnjega dne, morda za voljo tega izgubili približno 15%, ampak pridobili ta pogled navdušenih turistov na trto obloženo z grozdjem. Danes pa je res po 3 dneh dežja in današnjem soncu bi se jutri lahko marsikaj spremenilo, tako da je praznik trgatve bil tudi trgatev v idealnem času. Ko so malečniški braći opravili svoje delo, pa je bil čas za kronanje nove mariborske vinske kraljice. To je Natalija Ploj iz občine Apače. Z tradicijo vinogradništva smo začeli leta 1974, trenutno obdelujemo 20 hektarjev vinogradov, zdaj na kmetiji je 3. generacija oziroma zdaj pač mi, mladi. Kot nova mariborska vinska kraljica si je že zadala tudi cilje. Moji cilji so predvsem, da sem ambasadorka najstarejše trte na svetu, štajerskih vinarjev in nasplošno, da se še pač več gastronomskih in vinskih dogodkov pač prireja v Mariboru, tako da ja, to je bilo veliko veselje, če je bilo še več tega. Kot običajno je bilo na trgatvi najstarejše trte tudi veliko obiskovalcev, med njimi tudi turisti, ne samo domačini. Radi prihajamo sem, ker je pač to, kako bi rekla, naše, ta trta zaznamuje celi Maribor in tudi nas prebivalce Maribora. Se pravi, vam veliko tudi pomeni to, ne, da njeno ime gre v svet. Tako, da se nekaj dogaja tukaj, da tudi se ve ven Maribora. Zelo velika promocija za Maribor, ker dejansko je, koliko je, sploh ne vemo točnega leta, več kot 450 let je stara. Se mi zdi, da vsak, ko pride v Maribor, je prvo, kar bo pogledal staro trto. To je pač naš simbol, ki se je skozi leta toliko ovekovečil in je to postala neka ena lepa tradicija. Nenazadnje vidijo tudi ob vsem dogajanju, da se Maribor dobro predstavlja. To, kar se okoli dogaja, tudi hrana in dobro vino stalno združuje ljudi, ne? In se mi zdi, če gledamo iz tega stališča, tudi gastronomsko in vse ostalo, kar Maribor nudi, je velik potencial v bistvu za naše mesto. Verjetno tudi poznate celoten festival trte oziroma vse dogodke, ki se vrstijo čez leto, ni samo ta tisti, ki privabi ljudi, ne? Mislim, da ni, je pa verjetno najbolj številno obiskan, to si pa mislim, ja, drugače pa čez celo leto tudi, vem, da tujci pridejo, pa da je to že kar poznano. Ja, tudi tokrat so bili med obiskovalci turisti, celo iz Londona. I haven't tried too much yet, but what I've had so far is good. Do you know this festival? No, we didn't know until we arrived in Maribor. Yeah, it's the first time in Maribor, so yeah, that's all good. In tudi oni bodo dober glas o Mariboru, trgatvi in najstarejši trti odnesli domov.
Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je v Selnici ob Dravi sklical nadaljevalni sestanek o črpalni hidroelektrarni Kozjak. Več deležnikov je izpostavilo vpliv na okolje. Na selniški občini si želijo, da bi obstajal zakon ali uredba, v katerem bi bilo zapisano, da gre za projekt državnega pomena. No, predstavniki Dravskih elektrarn Maribor pa so obljubili ponovno presojo vplivov na okolje. Podrobnosti pa v prispevku. Nadaljevalni sestanek o črpalni hidroelektrarni Kozjak je bil v Selnici ob Dravi. Prav v tej občini so sicer imeli tudi zbor občanov, na katerem so bili občani proti projektu. Županja je izpostavila, da mora biti projekt varen in da bi moral obstajati zakon o črpalni hidroelektrarni Kozjak. Je nujno, da opredeli torej seveda vse tiste odškodnine in pa morda rente, ki pripadajo posamezniku ali pa kot občini. Omenila sem tudi, da je seveda Ustavno sodišče zavrnilo ustavno presojo, torej nekaj občin ob reki Dravi, ker nam je država v letu 2021 kar samo svojega enostransko znižala koncesnine, ki jih dobimo zaradi izrabo reke Drave. Mi za načrtovan projekt tudi ne dobimo nadomestila za uporabnega zemljišča, komunalnega prispevka. Prav zato, ker želijo, da je vse to opredeljeno, je po njenih besedah zakon nujen. Tadej Gusak iz delovne skupine v tem projektu se strinja in dodaja še dve stališči, ki so jih oblikovali v skupini. Prvo je, da želimo od države in investitorja dobiti informacije o alternativah za ta projekt. Se pravi, ali obstajajo alternative in ali je možnost ta projekt bistveno zmanjšati in s tem zmanjšati tudi negativen vpliv, ki ga bo imel na življenje občanov in na okolje. Na drugem mestu so vprašanja varnosti. Pričakujemo, da če bo do tega projekta prišlo, da bo zgrajen in bo obratoval na način, da ne bo ogrožal življenja in bivanja v tem okolju. Danes je bilo ponovno opozorjeno strani predstavnika Zavoda za gozdove, da bo projekt, kot je zasnovan, imel velik vpliv na gozd, na življenje v tem okolju in zato opozarjajo, da naj investitor razmisli o možnosti zmanjšanja tega projekta. Ključno tematiko so izpostavili tudi drugi deležniki na sestanku. Ključna vprašanja se mi zdi, da so tukaj noter v parih točkah. Koliko je možno skablirati daljnovod, kako je možno res zagotovo varno zgraditi, kar ne dvomijo strokovnjaki, ampak morajo tudi ne dvomiti več ljudje, ki tukaj živite in delate, in potem pa ta pravična odškodnina. Zanima jih tudi obremenitev med gradnjo in med izvajanjem projekta. Je v planu žičnica, da se ne obremenjuje cest oziroma v 5% od predvidene uporabe, zagotovljena nova cesta, pločniki. To so vse stvari, ki potem krajanom na dolgi rok pa prinašajo neko boniteto, seveda za ceno okolja, ki pa vendarle mislim, da če bodo vse smernice upoštevane, upam, da bi potem tudi zelo potrebna civilna iniciativa presodila, da je projekt potreben. Generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor pa je že uvodoma poudaril, da so naročili dodatne študije. Naročili, izvedli ali zaključili smo več neodvisnih strokovnih študij za presojo vplivov na okolje, izvajamo hidrološki monitoring, popise vodotokov in geomehanske raziskave ter pripravljamo dodatne študije o varnosti akumulacijskega jezera, možnosti delnega kabliranja alternativnih transportnih poteh. V teku je tudi priprava projektne dokumentacije, ob tem pa smo opravili številna srečanja s potencialnimi partnerji in inštitucijami, ki bodo in ki so kompetentne za sodelovanje na tem projektu. Prav tako, da želijo projekt razvijati z ostalimi deležniki. Projekt želimo razvijati skupaj z vami, z lokalnim okoljem, ljudmi, ki tukaj živite in z največjim spoštovanjem do vas in narave. To ni zgolj energetski projekt, temveč naložba v varnejšo, stabilnejšo in bolj brezskrbno prihodnost naše skupnosti in države Republike Slovenije. Zavedamo se, da je projekt velik in zahteven, zato priprave potekajo korak za korakom. V nadaljevanju pa so predstavniki podjetij, ki izdelujejo študije, povedali svoje ugotovitve. Vodja projekta Sandi Ritlop je napovedal nove presoje vplivov na okolje. Predstavili pa so tudi projekt proučitve izvedljivosti delne pokablitve daljnovoda. Rok Čuš iz Zavoda za varstvo narave je povedal, da so oblikovali omejitvene ukrepe. Igor Kopše iz mariborske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije pa je poudaril, da bi bil vpliv projekta na lovstvo in gozdarstvo velik.
V nedeljo dopoldan je zagorelo v poslovnih proizvodnih prostorih podjetja Uruša. Gasilci so gasili vse do 3. ure zjutraj. Še danes so imeli tam gasilsko stražo. Nam pa na kraju dogodka povedali, kakšno je stanje. Poglejmo. Lepo pozdravljeni smo v Rušah, kjer je včeraj zagorelo. Požar se je kar hitro iz poslovnih prostorov razširil še na druge objekte, sodelovalo pa je okrog 100 gasilcev. Z nami je Boštjan Hadner, ki nam bo malo več povedal o tem, kaj se je pravzaprav dogajalo in kakšno je stanje danes. Lepo pozdravljeni, torej verjetno precej zahtevna intervencija. Ja, lepo pozdravljeni. Intervencija je bila kar zahtevna. Na delu je bilo kar 158 gasilcev z 28 vozili, 11 enot. To se pravi celotna gasilska zveza Ruše z pomočjo gasilske brigade, z avtolestvijo, ker brez avtolestve je bilo nemogoče posredovati, plus društva iz gasilske zveze Maribor, to se pravi Pekre, Razvanje, Studenci in pa Maribor mesto, katero je bilo tudi z avtolestvijo in ki nam je bila veliko pomoč. Kako velika nevarnost je bila pravzaprav glede na to, da se je požar širil? Nevarnost je bila pač zelo velika nevarnost je bila, plus tega, da so na strehi tudi sončna elektrarna, ki tudi vemo, kako je dela preglavice, ampak ni problem, ker je bila izklopljena elektrika in potem ni problem gašenje z vodo. Gasiti so pravzaprav začeli oziroma poskušali gasiti že prej, predno ste prišli gasilci, pri tem je tudi ena oseba verjetno se nadihala ali kako dima, tako da je bila potrebna zdravniška pomoč. Kako je pa z vami gasilci? Je delo potekalo tekoče? Delo kot samo gasilcev je potekalo tekoče, kar moramo se pohvaliti, da je bilo brez poškodb in pa pri gasilcih, kaj pa pravite, poškodovan, nadihal se pa dima delavec, katerega so skrbeli reševalci, kateri so bili prisotni tudi več čas intervencije. Pozvali so tudi bližnje stanovalce, naj zaprejo okna, naj ne hodijo ven. Zakaj je bilo tako? Kaj jim je pretila nevarnost? Mogoče kakšni snovi v zraku? Ja, vse vemo, pri vsakem gorenju se sproščajo plini določeni, vedlo se ni točno, kje je bil vzrok požara, kaj je gorelo in pa seveda bile so pristojne vse službe, tudi laboratoriji, kateri so vzeli vzorce, informacije še čakamo in pa seveda bližnja okolica je bila pozvana, da zapira okna in se ne približuje objektu. Med objekti je tudi požarni zid. Je to mogoče preprečilo nadaljnje širjenje požara ali je bil požar višje nad zidom? Požar je bil višje, zato ker je tudi preskok bil izven strehe. Smo pa obvarovali gasilci 80% obeh podjetij pred veliko katastrofo. Po noči ste torej pogasili do konca, kar nekaj ur ste bili še tukaj po tistem glavnem požaru. Kakšno pa je stanje zdaj, danes? Požar je bil dokončno pogašen okoli 3 po noči, ker je bila gasilska straža tudi prisotna. Zjutraj smo imeli menjavo in sedaj nas je tukaj zopet 15 gasilcev z vozili, kateri še hodimo na obhode in pregledujemo objekt. Približno koliko časa mislite, da bo to še potrebno? Gasilsko stražo predvidevamo še do cirka 3. ure popoldan, potem pa bomo zaključili z intervencijo. V Polani so se vozniki džipov pognali po progi in tekmovalni, kdo bo osvojil pokal Pohorja. No, tekmovanje so pripravili ob zaključku praznika krajevne skupnosti Reka Pohorje iz občine Hoče - Slivnica. Jeep klub Pohorje je letos ob koncu praznika krajevne skupnosti pripravil tekmovanje v off-roadu za pokal Pohorje. Ko je lepo vreme, je mogoče kakšen voznik manj. Danes je zelo zanimivo, ker je veliko branja in ljudje so šli tudi malo po gobe, tako da je mogoče kako vozilo manj. Ampak odlično, imamo prijetno družbo in se imamo fajn. Tokrat je bilo 13 voznikov na štartu, kasneje še vedno pride kdo, tako da se število adrenalinskih navdušencev kar spreminja. Izzivov za tekmovanje pa imajo organizatorji vedno veliko. Izzivi so vedno novi. Prvič, sam teren je zelo zanimiv. Pred kratkim je tu močno deževalo, je tudi teren malo moker in temu smo potem tudi morali progo prilagoditi, tako da je primerna za vse voznike.
Tradicionalno tekmovanje za pokal Pohorja pa ima velik pomen za krajevno skupnost Reka Pohorje. Tradicionalno nekje začnemo z praznikom krajevne skupnosti z srečanjem traktoristov, Mariborsko kočo, zaključujemo pa nekje z offroadom, ker smo zelo ponosni, da lahko tudi v okviru krajevnega praznika gostimo adrenalinski šport. V naslednjih dneh so imeli še pohode, a ne tako polne akcije, kot so jih imeli v Polani med vožnjo po brezpotju, kjer je bil dober odziv tekmovalcev. Nekako se ta rdeča nit vleče iz leta v leto, tako da ostajajo zvesti tekmovalci, če jim lahko tako rečem. Nenazadnje se ne upa prav vsak spraviti na tako progo in jo do konca tudi izvoziti. Na gradu Borl pa je grajsko dvorišče oživelo v pravljičnem duhu. Tam je namreč potekal tako imenovani prvi otroški festival. Kako je bilo, je v objektiv ujela naša ekipa. Na gradu Borl so se otroci skupaj starši podali v svet igre, ustvarjalnosti in nepozabnih doživetij. Kako se ti zdi danes tukaj na Borlu? Super mi je. Kaj pa si danes tukaj že vse videl? Kako se bojuje, kako so včasih streljali z lokom, pa kakšne igre so včasih imeli. Kaj pa ti je bilo najbolj všeč? Delanje koronic. Dogodek sta organizirala Zavod Belana Cirkulane in podjetje Keralux, ki sta pripravila pester program, v katerem so uživali predvsem najmlajši obiskovalci. Že zunaj od Barbarov do poklicov srednjeveških graščakov, vrtiljaka, pa seveda tudi na dvorišče, delavnice, poslikave, tam so tudi Rimljani, čebelari lokalnega društva, pa tudi 2 predstavi. Na ta dan so obiskovalci stopili korak v preteklost. Grad so zavzeli Rimljani, ki so ščiti in meči prikazali, kako so nekoč varovali cesarstvo. Prikažemo tradicijo današnjega časa, življenje nekoč, življenje na gradu, življenje izven grada, hkrati pa tudi gostinska oziroma kulinarična ponudba. Dogodek je obogatilo društvo Baron, ki je razkrilo skrivnosti grajske orožarne. Predstavljamo orožarno, orožje srednjega veka, nekaj naših vitezov, potem imamo kaligrafijo, eno tako omizje srednjeveško z temi kelihi in pa seveda vrtiljak, na katerem vrtimo najmlajše. Festival so popestrili tudi folkloristi iz Cirkulan in napihljiva igrala, kot sta Gladiator in Bodizor. Na grajskem dvorišču je zadišalo po medu, obiskovalce pa so navdušili tudi gasilci, reševalci in policisti, ki so pokazali, kako pogumno skrbijo za ljudi. Poljčane pa so zaživele v športnem duhu, smehom, gibanjem in prijetnim druženjem za vse generacije. Odvijal se je namreč Športfest, ki je kljub slabemu vremenu privabil številne obiskovalce. Na športnem dogajanju v Poljčanah so otroci resnično uživali. Kaj si danes že tukaj ste preizkusil? Ostal še mi je samo šah, drugače sem pa vse naredil. Kako pa se ti zdi sam dogodek Športfest? Odličen, zanimiv, zabaven, veliko stvari lahko tudi delaš. Z dogodkom so želeli spodbuditi obiskovalce, da odkrijejo šport, ki jim je blizu. Želijo tudi prispevati k bolj aktivnemu življenjskemu slogu vseh generacij. Aktivno vključujemo v predstavitev vseh športov, saj se zavedamo te multidisciplinarnosti, ki je zelo pomembna, da tudi starši vidijo, da ni preveč pametno otroka prezgodaj usmerjati samo en šport, ampak jim tukaj ponudimo celotno paleto različnih športov in s tem razvijamo ta športni duh v našem kraju. Redno gibanje in telesna dejavnost sta ključna za zdrav življenjski slog ter prispevata k dobremu telesnemu in duševnemu počutju. Poleg same športne aktivnosti je zelo pomembno tudi povezovanje med različnimi generacijami in pa nasploh druženje v živo, saj vedno manj časa preživljamo tako v živo en z drugim, ampak smo vse preveč digitalno odvisni. Predstavila so se lokalna športna društva. Obiskovalci so se preizkusili v igrah, ko so zbrali vseh 11 žigov, pa so prejeli praktično nagrado. Da najbolj čim več športov, predvsem judo je zelo fajn šport, ker predvsem veliko različne gimnastike, motorike in predvsem tudi moči.
Zdravstveni delavci so prikazali prvo pomoč, kar je navdušilo predvsem najmlajše obiskovalce. Da bi pomagali recimo umetno dihanje, ne, kako je pravilna drža, kako pravilno nastavimo roke in tako imamo tu strokovnjaka iz ekipe iz Oplotnice. Dogodek je obiskovalcem ponudil zabavo, gibanje in druženje vseh generacij ter pokazal, kako šport povezuje skupnost in spodbuja zdrav življenjski slog. Turistično društvo Ptujska Gora pa vabi na tradicionalno jesenski dogodek Jesen v Halozah 2025. Ljubitelji narave, vina in pristnih doživetij bodo lahko znova raziskovali Gričevnato vinorodno pokrajino. Kako bo in kaj ta prinaša, pa v nadaljevanju. Gre za dogodek, ki bo potekal vsako soboto v oktobru ter še 8. novembra. Organizirani bodo tudi avtobusni prevozi, na katerih bodo prisotni turistični vodniki. Avtobus bo kot že lansko leto odšel iz Ptuja ob 13. uri, potem to bodo dva avtobusa, eden v smeri Borla, drugi v smeri Ptujske Gore. Obiskoval bo, se pravi, naše ponudnike. Tam bo počakal uro pol, odvisno od ponudbe. Haloze ponujajo domačnost, vrhunska vina in pristno gostoljubje lokalnih ponudnikov. To leto pri dogodku sodeluje 10 ponudnikov na vsaki strani Haloz. Ni poglavitni cilj skoncentrirati obiske samo v jeseni, ampak da prihajajo potem celo leto in predvsem ponudniki v občini Cirkulane recimo govorijo, da je bistveno več obiska, kot je bilo predtem. Gre za projekt, v katerega je vredno vlagati. Haloze v tem letnem času zaživijo, vsako leto pa se trudijo ponuditi še bogatejša in lepša doživetja. Nedvomno vsako leto Haloze v tem letnem času zaživijo. To nam priznavajo gosti, tisti, ki prihajajo, to se vidi po anketah, tega smo veseli, to nam nekako narekuje tudi smernice, da je prav, da vlagamo v to smer. Lansko leto so z avtobusi pripeljani okoli 800 obiskovalcev, približno enako število pa jih je prišlo individualno. Ljudje so željni obiskati Haloze v tem jesenskem, bi rekel, obdobju, ko dejansko tudi lahko odblizu vidijo dejansko, kjer vino nastaja. Dogodek omogočajo občine Majšperk, Žetale, Podlehnik, Cirkulane, Zavrč in Videm, ki skupaj z lokalnimi ponudniki zagotavljajo pristno doživetje. Plod dolgoletnega dela med občinami želimo sodelovati pod eno neko vrste blagovno znamko. Haloze so enotno področje, katerega želimo propagirati v širši svetovni javnosti, ne tako bližnji, in zato od tega dogodka pričakujemo, da predvsem te občutke, ki jih imamo mi kot domačini oziroma kot naši lokalni pridelovalci, ponudniki, prenesemo tudi na občutke potem tem naših gostov. Haloze s svojo lepoto in gostoljubnostjo vsako leto privabljajo vse več obiskovalcev. Kdor bi želel priti v Haloze, ima en dan, celo 2 dni, tudi nočitvene zmogljivosti so na razpolago, si kaj početi in uživati predvsem v lepi naravi. Najbolj letošnja jesen priložnost, da se prepustite očarljivim razgledom, toplini lokalnih ljudi ter okušanju vrhunskih vin. No, v Cirkulanah pa je potekal dan odprtih vrat spominske sobe Vladimirja Bračiča, prvega rektorja Univerze v Mariboru. Vladimir Bračič je svoje življenje posvetil znanju, pedagoškemu delu in raziskovanju domačih Haloz. Začel je kot učitelj, kasneje je bil profesor tudi na univerzi. Raziskovalno delo, ki mu je posvetil precejšen del svojega življenja, zelo rad se je ukvarjal tudi s kulturo, z različnimi zvrstmi, če naj tako rečem, v katerih je tudi sodeloval, ne. Bil je zaljubljen v Haloze in del te ljubezni je na nek način prenesel tudi na nas otroke. Vladimir Bračič je pomembno vplival na razvoj Univerze v Mariboru. Bil je na nek način eden od soustanoviteljev Univerze v Mariboru, kar je bila precej časa nekakšna njegova vizija in to njegovo delo, ta prispevek so spoznali tudi drugi očitno s tem, ker so ga izvolili za prvega rektorja univerze. Spominska soba je v njegovi rojstni hiši, ki so jo odprli leta 2019 ob 100-letnici njegovega rojstva.
Njemu spomin, v bistvu smo spostavili spominsko sobo, kjer je dejansko so predstavljena njegova zgodovina, njegove fotografije, njegova dela in vsled tega, ker je letos tudi 50 let ustanovitve univerze, smo dali pobudo v bistvu za organizacijo takšnega dogodka. Vladimir Bračič je bil vpet v dogajanje v občini Cirkulane, aktiven pa je bil tudi v številnih lokalnih društvih. Se ga ljudje spominjajo kot zelo veselega, dobrovoljnega in vedno za pomoč pripravljenega človeka in smo tudi kot Cirkulančani in verjamem, da tudi kot Haložani izjemno ponosni, ker je ponesel ime Haloz tudi na strokovni ravni, širom, ne samo Slovenije, ampak tudi izven. Za seboj je zapustil bogato kulturno in znanstveno dediščino, zbrano v številnih člankih in zbornikih. Na nek način vliv samozavesti, da o Halozah so pretekli in zdaj tudi sedanji rodovi govorimo s ponosom, z veseljem, da smo tukaj doma in seveda želimo, da tudi takšen sloves naprej gradimo za celotno območje haloških občin. Dogodek je bil zaznamovan tudi s 50-letnico ustanovitve Univerze v Mariboru. Se vsekakor zelo močno zaveda veličine dela njenih ustanoviteljev in profesor dr. Vladimir Bračič je zagotovo eden izmed najzaslužnejših, sveta skupaj z vso skupino in zato tudi gojimo spomin na njegovo delo in iz njega črpamo tudi navdih za prihodnost. Ob tem pa se je odvilo še srečanje županov lokalnih občin, kjer so govorili o potencialnih možnostih sodelovanja lokalnih skupnosti iz območja Haloz z Univerzo v Mariboru. Vesela sem, da tudi danes univerza z rektorjem na čelu dejansko vidi potencial tudi v takšnih obrobnih krajih, kot je naša občina, ko smo dejansko ob 10-kilometrskem pasu za Republiko Hrvaško in nimamo nekih večjih poti skozi našo občino. S svojim življenjem in delom je navdihnil tako univerzo kot lokalno skupnost v Cirkulanah. V petek popoldne pa so v okviru Framskega popoldneva slovesno odprli in prvič javnosti predstavili prenovljeni projekt Osnovne šole Fram Interaktivna učna pot. Poglejmo. Prenovljena učna pot Osnovne šole Fram je bila zasnovana in uresničena pod vodstvom učiteljice Urške Purg-Sattler. Na stolnici Osnovne šole Fram so obiskovalcem predstavili novosti in sodobne interaktivne elemente poti. Poleg naravoslovnih in zgodovinskih vsebin pot spodbuja gibanje in raziskovanje narave, kjer lahko obiskovalci spoznajo živali in rastline. Projekt predstavlja pomembno pridobitev za učence šole, hkrati pa veliko vrednost za celoten kraj in občino. Učna pot namreč združuje izobraževanje, stik z naravo in aktivno preživljanje prostega časa. Namenjena je vsem generacijam. Pomemben del Framskega popoldneva je bila tudi predstavitev lokalnih društev. V občini deluje okoli 30 društev, tokrat pa se jih je predstavilo približno 15. Obiskovalci so se lahko seznanili z njihovim delom, preizkusili domače izdelke ter spoznali, kako društva soustvarjajo družbeno in kulturno življenje kraja. Dogodek, ki je potekal v okviru večdnevnega praznovanja krajevne skupnosti Fram, je popestril pester zabavno-kulturni program z nastopi lokalnih glasbenikov. Poseben trenutek pa je bil tudi skupni nastop s framsko himno. Toliko za danes v oddaji Občinski informator. Poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V sredo 1. oktobra vabljeni na medgeneracijski dan, ki ga prirejajo Društvo upokojencev Stoperce in učenci podružnične osnovne šole Stoperce. Odvil pa se bo v domu krajano Stoperce s pričetkom ob 11. Bralni klub Marica iz Pesnice pa pripravlja literarni večer, na katerem bo Urška Klakočar Zupančič. Z njo pa se bo pogovarjal Tone Partlič. Odvijal se bo v četrtek 2. oktobra ob 18. uri v kulturni dvorani Toneta Partliča v Pesnici pri Mariboru. Toliko z moje strani. Želim vam lep in prijetek začetek tega tedna in nasvidenje.